Grafična tablica je vhodna naprava, ki se uporablja skupaj z računalniško miško ali namesto nje za navigacijo in premikanje kazalca po zaslonu. Grafične tablice so v veliki meri namenjene digitalnemu risanju in slikanju, digitalizaciji že obstoječih risb in obdelavi fotografij. Poleg tega se lahko podobne tablice uporabljajo tudi za vnašanje podpisov ter za zbiranje podatkov o in prepoznavi ročne pisave. Nekateri uporabniki grafične tablice uporabljajo tudi kot zamenjavo za računalniško miško, saj jim omogoča prijetnejši vnos in s tem zmanjša možnosti za razvoj poškodb zaradi ponavljajočih se gibov. Grafične tablice imajo dva dela, ravno delovno površino in pisalo, ki ga z roko pomikamo po ali tik nad površino. Namesto pisala se lahko uporablja tudi posebna miška ali miški podoben pak. Običajno tablice na delovni površini nimajo prikazanega zaslona, nekatere novejše tablice pa za lažje delo integrirajo tudi LCD zaslon. Grafične tablice so večinoma veliko bolj natančne kot tablice z zasloni na dotik. Poleg tega pa imajo kot orodje za digitalno risanje še številne prednosti. Z razliko od tehnologij uporabljenih v tablicah z zasloni na dotik, nam tehnologije uporabljene v grafičnih tablicah zagotavljajo, da lahko tablica zazna tudi položaj pisala, ki se ne dotika risalne površine, ob tem pa razbere tudi razdaljo pisala od nje. Poleg tega lahko prepozna tudi kot, pod katerim se pisalo dotika površine in pritisk na površino. Ta funkcija je pomembna za digitalno risanje, saj se pritisk in kot odražata bodisi v debelini črte ali v intenzivnosti barve. Ker je grafične tablice mogoče uporabljati le z določenim pisalom, površina ne zazna nobene druge naprave ali pripomočka. To pomeni, da se pri uporabi tablice lahko z rokami dotikamo risalne površine in s tem lažje rišemo. Obstajajo številne različne tehnologije za delovanje grafičnih tablic. Natančneje bom predstavila delovanje najbolj pogostih pasivnih tablic, nato pa bom na kratko opisala še druge tehnologije. Najbolj razširjen proizvajalec grafičnih tablic, podjetje Wacom, je leta 1989 patentiralo tehnologijo, ki omogoča delovanje tablic na podlagi elektromagnetne indukcije. Naprava za zaznavanje pozicije potrebuje pisalo, ki deluje kot kazalec pozicije. Ta je prilagojen tako, da za komunikacijo s statičnim delom naprave ne potrebuje kablov. Poleg tega ne potrebuje tudi napajanja, zato ni potrebno, da vsebuje baterije in je zato lažji za uporabo. V kazalcu pozicije je nihajni krog s tuljavo in kondenzatorjem. To vezje je prilagojeno tako, da resonira z električnim valovanjem izbrane tuljave, ki se nahaja v delu za zaznavanje pozicije v statičnem delu naprave in ki prejema AC signal. Del za zaznavanje pozicije vsebuje več tuljav, urejenih vzporedno druga ob drugi. Urejene so tako, da se zanki sosednjih tuljav med seboj delno prekrivata. Izbiralno vezje zaporedno izbira po eno izmed tuljav. Preklopno vezje na to izbrano tuljavo povezuje izmenično na oddajno vezje in na sprejemno vezje. Oddajno vezje sestavljajo gonilno vezje in logični operatorji, natančneje izključni ali in ne in vrata.
Sprejemno vezje pa sestavljajo ojačevalec, detektorji faz in low pass filtri. Oddajno vezje generira AC signal na določeni frekvenci in ta signal pošlje izbrani tuljavi. Sprejemno vezje izmed različnih napetosti induciranih v izbrani tuljavi zazna tisto inducirano napetost, ki ima enako frekvenco kot generiran AC signal. Naprava za procesiranje določi pozicijo, na katero kaže kazalec na podlagi signalov, ki predstavljajo ravni napetosti induciranih v tuljavi. Izbrana tuljava se poveže na oddajno vezjo, ki ji pošlje izmenični tokovni signal, kar ustvari električno valovanje. To zazna tuljava v kazalcu pozicije in inducira napetost, ki je sinhronizirana s signalom. Nato se izbrana tuljava poveže s sprejemnim vezjem, kar prekine izmenični tokovni signal. Inducirana napetost, ki teče po nihajnem vezju v kazalcu pozicije, povzroči, da tuljava v tem vezju ustvari električno valovanje. To zazna izbrana tuljava v delu za zaznavanje pozicije, ki je sedaj povezana na sprejemno vezje. S tem se v tuljavi inducira napetost. Ta izmenjava električnih valov se ponovi zaporedno na vseh tuljavah v statičnem delu naprave. Ker izmenjava poteka zaradi resonance med tuljavo v statičnem delu in tuljavo v kazalcu, je nivo inducirane napetosti odvisen od razdalje kazalca do tuljave. Na podlagi teh nivojev lahko zato naprava za procesiranje določi koordinate, na katere kaže kazalec. Ko so tuljave v delu za zaznavo pozicije urejene kot prikazano na sliki, se ob premiku kazalca pravokotno na smer zaznave koordinate ne spreminjajo, saj tak premik nima vpliva na oddaljenost od tuljav. Da lahko tablica zazna položaj v dvodimenzionalnem prostoru, mora torej naprava za zaznavanje pozicije vsebovati dva vezja, eno s tuljavami, ki so razporejene v smeri x-osi in eno s tuljavami, ki so razporejene v smeri y-osi. V starejših modelih je sprememba pritiska, s katerim se je pisalo dotikalo površine, spremenilo lastnosti nihajnega vezja in na ta način omogočilo občutljivost na pritisk. V modernejših modelih pa ima pisalo dodatno elektroniko, ki zaznava pritisk, poleg tega pa ima pisalo pogosto tudi enega ali dva gumba, katerim lahko uporabnik sam določi poljubno funkcijo. Aktivne tablice delujejo podobno kot prej omenjene pasivne tablice. Razlika je v tem, da imajo aktivne tablice pisalo, ki ga je potrebno polniti, saj vsebuje baterijo. Slaba stran tega je, da je pisalo veliko večje in težje, ter je zato bolj nerodno za uporabo. Prednost tega pa je, da pisalo ne potrebuje napajanja iz statičnega dela tablice, zato ni potrebno preklapljanje med oddajnim in sprejemnim vezjem, kar omogoča večjo natančnost in manj motenj. Kapacitivne tablice uporabljajo elektrostatične signale in delujejo podobno kot zasloni na dotik, le da imajo nekoliko naprednejšo tehnologijo, ki med drugim omogoča tudi zaznavo pisala, ki lebdi nad površino in se je ne dotika. Akustične tablice imajo pisalo, ki generira zvok, in mikrofone na statičnem delu tik ob risalni površini. Ti mikrofoni nato na podlagi zvočnega signala razberejo pozicijo pisala. Optično pisalo ima vgrajeno majhno kamero, ki razbere vzorec iz papirja. Najbolj razširjen proizvajalec takih pisal je podjetje Anoto.